A je kajzerica v bistvu tako kot kruh, samo manjši? Ja, lahko bi rekli, da sta to podobna izdelka, ker vsebujeta iste sestavine. Glavna sestavina je bela moka, potem je voda, kvas in sol. Zakaj imajo pa kajzerice to spiralo na sredini? Ja, to pa smo v pekarstvu dogovorjeni, da vsi isto označujemo obliko in vsi vemo, da je to kajzerica. A to kakšen delavec na roko dela ali stroj nariše? Do sedaj pri teh količinah ne bi šlo. Včasih so to delali na roko, imeli so poseben model z odtisom, sedaj pa to dela linija, avtomatsko. Koliko jih pa naredite na uro? Na uro jih izdelamo 15.000 kosov, delamo jih 10 ur na dan. In koliko jih potem naredimo na dan? 150.000. Bravo. Dober si ti v matematike. Od tukaj naprej grejo pa na pečenje, ne? Ne. Tukaj grejo naprej v zamrzovalno komoro, kjer jih zmrzujemo na minus 40 stopinj, potem gredo na pakiranje in naprej v kartone in v zmrzovalnico. Zakaj jih pa ne spečete, zakaj jih zmrznete? Nekaj kajzeric spečemo, tele pa zmrznemo, da jih peljemo do trgovine, kjer jih v trgovinah spečejo. Kaj pa pol s to narobe? Tale kajzerica se je poškodovala med transportom in jo kasneje pri pakiranju izločimo, tako da ne gre v prodajo. A je pa ta lahko moja? Ja, lahko je tvoja, ja. Ja, bom doma spik. Super. A tukaj shranjujete izdelke? Ja, to je zadnja postaja pri izdelavi teh izdelkov. To je zamrzovalnica, od tu naprej gredo na kamione in potem v trgovine. Zakaj pa mora biti to mrzlo? Mi moramo izdelke shranjevati pri minus 18 stopinj in ta temperatura, minus 30 stopinj, je najbolj primerna za takšno shranjevanje. Ampak predlagam, da gremo raje na sonce. Ja. Sedaj pa smo pri žemljah, pa jih bomo ročno izdelali. Boste poskusila? Kar izvolite? Torej ne. Vam bom jaz pokazala poseben način. S to lopalčko, izvolite. In samo pritisneš, vam pokažem. Malo povalješ, evo, in je oblika narejena. Poskusite. Evo, super je. Kako se pa kajzerice naredi? Ja, tako, ne? No, ravno tako ne. Predlagam, da rajši poskusimo kajzerice, ki so ravno kar pečene. Poskusimo. A so v redu?